Lastnika obnovljenega meščanskega stanovanja v središču prestolnice živita v tujini in zaželela sta si preprosto opremljen počitniški dom. Staro meščansko stanovanje v središču Ljubljane je preplet starega in novega. Lastnika, ki živita v tujini, sta družinsko domovanje na Gosposki ulici popolnoma prenovila, a sta tudi po prenovi obdržala vse najlepše kose masivnega pohištva. Nastalo je sodobno stanovanje z starinskimi elementi, ki je na oko privlačno, a preprosto za vzdrževanje. Popolnoma obnovljeno meščansko stanovanje sredi Ljubljane zmes starega in novega. Masivno orehovo pohištvo se lepo dopolnjuje s sodobnimi kosi klasičnega videza. Redka v staromeščanskih stanovanjih vedno najdemo visoke strope, dvojna okna, star parket. Kaj ste temu stanovanju dodali novega in prenovili, kaj ste pa obdržali? Ja, v tem 70 kvadratnih metrov velikem stanovanju smo zadržali star parket, ki je bil lepo ohranjen. Prenovili pa smo tudi v celoti elektriko in vodovodno inštalacijo. Celotnega stanovanja. Ja, tako. Parket je pa, ste zbrusili najbrž, ne? Parket smo zbrusili in lakirali z matlakom. Veliko ste obdržali teh nekih masivnih orehovih kosov pohištva. Na kaj moramo paziti, kadar kombiniramo z novimi kosi pohištva? Na kakšen način se kombinira? To pohištvo je bilo družinsko in se lastnika nista želela ločiti od teh kosov, ki so bili lepo ohranjeni. Da se jih pa čudovito kombinirati z nekim bolj klasičnim pohištvom in pa seveda z peščeno-sivimi odtenki barv, ki se zlijejo potem tudi s to starim vzdušjem in pohištvom. A moramo biti pozorni na material, na isto vrsto lesa? Mogoče tudi, da stremimo bolj k kakšnem masivnem lesu, ne lakiranem, modernem, steklenem, ne. Kovinski videz mogoče ne bi lepo pristojal k takim kosom, ne. Bi takšno staro pohištvo lahko tudi uporabili v navadnem stanovanju oziroma stanovanju z nižjimi stropi? No, uporabil bi ga lahko, a ne, samo ne bi bilo lepo in tudi običajno take masivne velike kose ne uporabljamo v takih novodobnih stanovanjih z nižjimi stropi, ker sploh tudi te kosi ne pridejo do izraza, a ne. Masivno pohištvo je bilo tudi delano za velika stanovanja, stara stanovanja, velike hiše, prostore in jaz pravim, tako naj tudi ostane. Kuhinja je opremljena preprosto, za zaveso pa se skriva manjša priročna shramba. Polepšana je s tapeto, ki jo pred mastnimi madeži in vlago ščiti poseben premaz Don Flok. Največ macole ste pa uporabili v kopalnici, Ja. ker je vse novo, ne, nove ploščice. Res je, tam so pa fajn tolkli fantje. Treba je bilo vse prenoviti, staro banjo, kat vendati, umivalnik, posodobiti sistem v kopalnicah, kakor je zdaj z vodo, z gabariti, s tušema, ne. In izbrala sem tudi take odtenke, ki so sicer tukaj v stanovanju peščene in pa z vzorčastimi ploščicami dosegla malo take živahnosti. Tako da je to najbolj sodoben del stanovanja bila. Ja, strop smo pa znižali, to je tudi ena taka dodatek lepotni za temnejšo barvo, ker posod v stanovanju smo zadržali visok strop, kot je bil, nikjer ga nismo nižali. Tudi v kopalnici ga niste nižali Ne, zgor nismo. vizualno z barvami? Tako. Aha. V manjši sobi so izdelali podes, kjer občasno prespita vnuka. Glavna spalnica je polepšena s tapeto, ki razbije velikost in monotonost velike bele stene. S tapetami ste tudi okrasili določene stene v celotnem stanovanju, ne? Ja, v dnevni sobi nad
navideznim kaminom smo dali tapete in v sam kamin, ne. Z ostankom tapet smo polepšali pa tudi vhodni del oziroma en tak kotiček za sedenje, ki je med sobama. Lastnika sta si želela kamin in ker ni bil izvedljiv, so naredili dekorativnega. Nekoč ga lahko nadomestita z električnim kaminom, ki bo prostor dodatno ogrel. Ker lastnika veliko časa preživita v tujini, sta si želela stanovanje, ki ne bo zahtevalo veliko dela, in z arhitektkino pomočjo se jima je želja uresničila. Proste trenutke tako raje namenita dragocenemu druženju s prijatelji.